Vidim, da je Stojan že z nami. Stojan, dober večer. Lepo zdrav tebi in vsem ostalim. Iskrena hvala. Evo, z nami si in če se lotimo takoj, kako rečejo, žebljico na glavico, teh dveh, oprosti, da tako rečem, ampak osebkov, eden, ki je neodvisen, pa je 10, 15, 20 let v eni politični stranki, kao neodvisen, Mislim, kako lahko ljudje lažejo tako očitno, to meni nikoli ne bo jasno. In drugo, tajkuna, Pirc Musar, z vsem tem, ne vem, kaj hočejo v Sloveniji narediti, kaj bo zdaj biznisirala v Sloveniji ali kako. Zdaj, koga ali kaj, prepuščam besedo tebi, jaz sem samo nakazal smeri, ker predsednik namreč se voli izmed ljudi za ljudi, ne voli se političnih tajkunov, ne voli se političnih, bom rekel, članov političnih strank in drugih takih stvari, ker politična stranka sploh ne bi smela biti aktivna, nobena na teh volitvah, po moji oceni. Izvoli, Stojan, beseda je tvoja. Hvala. Ja, v glavnem, če bi se malo naslonil na izvajanje Ludvika Poljanca, pa tudi tebe, ki sta odlična poznavalca ustave in pa kazenskega zakonika, je stvar v bistvu v tem, mislim, da večina ljudi, ali pa rečemo 90% ljudi se ne zavedamo, ali pa ne zavedajo poslanstva, ne zavedajo se, zakaj smo mi vsi skupaj tu. Mi vsi skupaj tu smo zato, da pomagamo drugim, kar pomeni, da tudi policaj bi moral te pomagati, vsak birokrat na občini ali kjerkoli je, bi moral pomagati tebi, ne pa da se obnaša kot tvoj sovražnik. In dejansko tukaj gre popolnoma za napačno razumevanje poslanstva. Jaz bom zdaj kar začel tole, kar sem pripravil. V glavnem bi vse skupaj pogledal z enega drugega vidika, in sicer iz vidika duhovnosti, in bom kar začel z eno zgodbo, ki sem enkrat že povedal, ampak bom še enkrat povedal zaradi tega, da bo prišlo do malo več razumevanja. Nekoč je živel kralj, katerega so podaniki vsi imeli radi. Bil je pravičen in je lepo skrbel za njegovo ljudstvo. Bil pa je že star. Ministri so ga večkrat spraševali, kdo bo kralj po njegovi smrti, a jim on nikoli ni odgovoril. Kralj je res kmalu umrl, ministri pa so objavili, naj se javi kak njegov sorodnik in zasede kraljevi prestol. Javil se ni nihče. Ko so razpravljali med sabo, kdo bi zasedel kraljev prestol, se je nenadoma pojavil nek neznanec in se brez dovoljenja usedel na kraljevi prestol. Vsi so bili osupli. Prvi minister je vprašal neznanca, če je on morda kraljev sorodnik. Neznanec je rekel, da je on veliko več od tega. Minister ga je ponovno vprašal, če je neznanec morda sam kralj kakega sosednjega kraljestva, in dobil isti odgovor, da je on veliko več od tega. Minister ga je na koncu jezno vprašal, ali je neznanec morda sam Bog, in dobil isti odgovor, da je on veliko več od tega. Minister mu je na to jezno rekel, če je tako, potem vi niste nič. Neznanec je mirno odgovoril, res je, jaz sem nič. V tem trenutku je vse prisotne prevzela taka vzhičenost, da so marsikomu pritekle solze radosti. Neznančeva prisotnost se je dotaknila njihovih src. Brez enega samega ugovora so vsi prisotni potrdili, da je neznanec njihov naslednji kralj. Tudi njega so njegovi podaniki imeli radi, ker je bil pravičen in je lepo skrbel za njegovo ljudstvo. Zakaj sem začel s to zgodbo? Zato, ker tudi ti nisi prišel v ta svet slučajno.
Prišel si s točno določenim poslanstvom, da se zaveš, kdo in kaj si, da popraviš napake iz prejšnjih življenj, da živiš resnico, ne pa laži, da živiš pravičnost, ne pa krivičnost. Ne, da si nabiraš bogastvo na zemlji, ampak bogastvo v tvoji lastni duši. Za nas, domoljube in patriote, so predsedniške volitve pred zadnjim krogom že končane. Naša kandidatka, dr. Sabina Senčar, je dobila samo 6% volilnih glasov. Ker se domoljubi in patrioti drugega kroga volitev ne bomo več udeležili, pa bomo videli, ali je res šlo samo za 6% njenih glasov ali pa morda za kaj več. Vsem prijateljem, ki so me spraševali, koga voliti v drugem krogu, sem povedal, da jaz ne bom volil nobenega od preostalih dveh kandidatov. Nekaj prijateljev mi je svetovalo, naj vseeno grem na volitve in glasujem za kandidata, ki je manjše zlo. Ni manjšega zla, oba sta glede tega na istem nivoju. Oba sta zadnji 2 leti podpirala stroko vbrizgavanja strupenih zvarkov eksperimentalnega cepiva z začasnim dovoljenjem za uporabo, za katerega posledice stranskih učinkov ne odgovarja niti proizvajalec, niti država, niti zdravnik, niti medicinska sestra, in za katere posledice stranskih učinkov ne zavaruje nobena zavarovalnica. V soočenjih sta oba kandidata trdila, da sta se 3-krat cepila proti covidu in zdaj čakata na 4. odmerek. Vprašam se vas, ali kdo od vas verjame, da sta se zares cepila proti covidu s pravim cepivom, s pravim cepivom in ne s kakim placebom, ki je samo mala slana vodica. Jaz pravim tako. Če sta se res 3-krat cepila s pravim strupenim zvarkom, ne bosta kot predsednik oziroma predsednica države dočakala konec svojega mandata. Če sta se pa zlagala, si pa itak nobeden od njiju ne zasluži, da bi kot predsednik države zastopal slovenski narod. Pravi predsednik države ne bi nikoli vzpodbujal ljudi, naj se cepijo s temi eksperimentalnimi strupenimi zvarki. Od vseh predsedniških kandidatov je tu bila najbolj poštena prav dr. Sabina Senčar, ki je vbrizgavanju COVID strupenih zvarkov ves čas nasprotovala in povedala, da se sama ni dala cepiti. Oba predsedniška kandidata dobro vesta, da gre pri tej cepilni pandemiji za pobijanje ljudi, kar je predsednik Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus tudi javno izjavil. Ne cepite s 3. odmerkom otrok, raje ubijajte s tem starejše ljudi, ker je to bolj ekonomično. Direktor Pfizerja Albert Bourla pa je javno izjavil, da bo do konca leta 2023 od 8 milijard ljudi ostalo samo še 4 milijarde. Gospa Musarjeva je pred časom celo izjavila, da pravica do necepljenja ne obstaja in jo nadgradila z izjavo, da moramo premisliti, katere kategorije ljudi
je še potrebno cepiti. Kaj ta gospa ne ve, da v ustavi jasno piše v 17. in 18. členu, da je človeško življenje nedotakljivo in da je na človeku prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. Milan Kučan je pred predsedniškimi volitvami podprl Musarjevo z izjavo: čas je za žensko predsednico. Ker poznamo Kučanovo izjavo, da je narod preveč butast, da bi odločal na volitvah, je verjetno rezultat volitev bil že znan pred samimi volitvami. Anže Logar je na vprašanje, kako ocenjuje vladanje Janeza Janše v zadnjih 2 letih, odgovoril, da je bil Janša učinkovit. S to izjavo je samo dokazal, da je Anže Logar še naprej sluga Ivana Janeza Janše in da bi v primeru njegove zmage v resnici predsedoval njegov šef Ivan Janez Janša. V soočenjih sem pogrešal vprašanje kandidatoma, če sta morda člana prostozidarskih združb pod recimo Malteški vitezi in Velika slovenska loža. Poznavalci politike trdijo, da nihče, ki ni član teh tajnih in javnih združb, kot tudi Svetovnega ekonomskega foruma, ne more biti nosilec pomembne državne funkcije. Skratka, oba predsedniška kandidata ne izpolnjujeta osnovnih moralno-etičnih pogojev, da bi kot predsednik države zastopala slovenski narod. Oba kandidata sta na zelo nizki stopnji zavesti in zavedanja, kdo in kaj zares sta in kaj je njuno pravo poslanstvo tega življenja. Delujeta kot predstavnika nezakonitega podjetja Republika Slovenija, ki ima sedež na otoku Sao Tome v Gvinejskem zalivu. To podjetje pa je podrejeno medameriški korporaciji, katere člani imajo imuniteto pred kazenskim pregonom celo za najhujša kazniva dejanja. Najhujša kazniva dejanja injekcijskih umorov ljudi pa so se v zadnjih 2 letih v Sloveniji masovno dogajali. Strinjam se z oceno odvetnika Domen Gorenšak, da vpleteni v injekcijske umore morajo kazensko odgovarjati. In seveda tudi bodo. Če ne v tem življenju, pa v onostranstvu. Tam pregovor, kar seješ, to tudi žanješ, še vedno drži. Zato, dragi prijatelji, še naprej sejmo resnico, da jo bomo v onostranstvu lahko tudi želi. Še naprej sejmo pravičnost, še naprej sejmo prijaznost in še naprej sejmo našo dobroto. Ne identificirajmo se z našo jezo, strahom, sovraštvom in napuhom. Bodimo kot tisti neznanici iz zgornje zgodbe, ki je potrdil ministru, da je nič. Ta nič mu je omogočil, da je postal kralj. V tem nič je namreč zares vse. Ves tvoj mir, vsa tvoja ljubezen, vse tvoje sočutje in vsa tvoja dobrota. Naj končam svojo mislijo, ki sem jo napisal na moji Facebook strani. V tvojem življenju imaš samo 2 možnosti. Ali se tvoja notranja svetloba podredi tvoji notranji temačnosti, ali pa se tvoja notranja temačnost
podredi tvoji notranji svetlobi. Zato v sebi čuti in še enkrat čuti. V tvojih mislih ni nič, v tvojem čutenju duše ali srca je vse. Dragi prijatelj, prijateljica, poslušaj moj nasvet. Če ne znaš ločiti med obema, vprašaj koga, ki to zna in ve. Evo, toliko sem jaz pripravil, zato seveda lahko še kaj povem ali pa odgovorim na kakšno vprašanje, če mogoče kdo želi kaj vprašati, bom z veseljem odgovoril. Še sem ostalim tudi. Jaz sem tukaj poleg Mihaela, poslušala sem te in sem dobila dva taka pomembna utrinka, ki se mi zdi, da je pomembno, da jih delim s tabo in s vsemi, ki me slišijo. Prvi je ta, da bi rada sporočila eno dejstvo, da je Pirc Musarjevo predlagala moja eksekutorka, veste, kaj pomeni eksekucija, eksekutorka, Biserka Marolt Meden. O tej eksekuciji bi lahko enkrat tudi spregovorila tukaj na Belisu, da boste videli, kako se vse to, kar doživlja marsikdo danes, dogaja že vse od 92. leta in jaz sem postala njihova žrtev 94. in boj z njimi in državo je tekel 18 let in pol na sodišču, seveda potem pa še dodatki, kako rečemo, aneksi, ne. No, ampak to ni najpomembnejše, kar sem želela vam povedati, da se boste lažje odločali, čeprav mislim, da je Stojan dal zelo, zelo pomemben in pameten predlog, kako naj se odločimo pred tem, ali gremo volit ali ne. Drugo, kar bi rada delila z vami, je pa ena globoka žalost, ki jo čutim v sebi, mogoče mi bo šlo celo na jok, saj mi gre. 2. novembra, obiskala sem vse dneve, sem bila na pokopališčih, ker imam toliko sorodnikov, ampak 2. novembra sva z možem obiskala prijatelje v Cerknici, kjer smo živeli, in zaklepetali smo se in smo šli na grob prijatelja ob 6:30 zvečer, torej bilo je že temno, prižgali smo luč, svečke, potem pa, ker smo živeli, ker sem živela 11 let v tem kraju in 11 let delala v bivši tovarni pohištva industriji brez Cerknica, sem se malo sprehodila z lučko mobitelovo od groba do groba. Sigurno sem jih pregledala 100 ali več. Ne boste verjeli, jaz sem sredi tistega opazovanja, sprehajanja začela jokati. To so bili ljudje, ki sem jih poznala ves teh 11 let, ko sem delala na Brestu. Ljudje med leti 70 do recimo tam 83 in med njimi vse pokojno. Jaz sem rekla tej naši prijateljici, a se je tovarna pohištva preselila na pokopališče. In med temi grobovi, seveda vsi so označeni, kdaj so umrli, bom zdajle nekaj rekla, kar je vredno iti pogledat na pokopališča. Se sledeče letnice 17, 18, 19, potem pa rapidno 21, 22. Glejte, to je nekaj, kar sem želela z vami deliti. Pejte in opazujte. Pejte in opazujte. Mene je tako šokiralo, tako pretreslo, ne povem mož, jaz še danes nisem prišla k sebi. Ker to vidiš na teh manjših pokopališčih, izgleda, da bolj vidiš, ne.
In 2 dni pred tistem sem bila pa na Blokah pri mojem stricu na obisku, pa mi tudi takole mimogrede reče, veš, v eni vasi je zelo majhna, 5 moških smo pokopali. 5 moških, samo eden je bil čez 80, oziroma tik čez 80, drugi pa vse okrog 70 ali manj. Grozljivo, glejte, to je tisto sporočilo, kljub temu, da je to težko, dajmo se z radostjo ozirati na življenje, ampak veste, ko sem to doživela, sem se zavedala, koliko grenkega in hudega bomo dajali tisti, katerim bo morda dano preživeti najhujše. Ja, če lahko dodam, v glavnem vsa ta pogrebna društva oziroma podjetja, tudi v Postojni, so morali zdaj v tem času, v teh zadnjih 2 let, so morali zaposliti dodatne delovne sile, ker je tako povečan obseg pogrebov. V glavnem, jaz sem tudi dobil podatke, da večina teh umrlih, razlog smrti je fibroza. Pa sem pogledal na Google, kaj ta fibroza je, in pravijo, da je fibroza neznana bolezen. Ampak vemo, fiber je nit. Dejansko so te niti, ki so v cepivu. Zdaj gre za dve vrste teh niti. Ene so te sintetične oziroma te morgeloni, kot tako imenovani. Drugi je pa en parazit, ki raste v dolžino tudi do pol metra, zraste in se debeli. In seveda obstajajo tudi te fotografije in slike. Drugače je pa tako, mislim, ker zdaj cepijo tudi otroke s tem COVID-om, tudi v Ameriki CDC je v bistvu dala dovoljenje, da se lahko tudi že dojenčke cepi s tem cepivom. Tudi EMA, ta Evropska agencija, je tudi dala dovoljenje, da se lahko že od 6. leta. In zdaj umrljivost v zadnjih 2 letih otrok se je povečala za 1600%. Zdaj, v Angliji so nekako prepovedali, zaradi tega so prepovedali to COVID cepljenje otrok od 5 do 12 let. S tem, da pač zdaj, medtem ko v Danski so pa celo prepovedali to cepljenje za ljudi od 15 do 50, to se pravi ta delovna populacija, ker se zavedajo, da če ti ljudje v tej delovni dobi grejo, da pride do kolapsa v bistvu gospodarstva, pride do kolapsa države. Mi pa moramo vedeti, da je agenda Klausa Schwaba taka, da pač gre čim več ljudi se pobije s temi strupenimi zvarki. Tako da, ja, mislim, pa kaj se bo dogajalo? Mislim, ljudje bodo, kot je rekel ta Albert Bourla, kar sem omenil že v bistvu prej, da bo Albert Bourla je direktor Pfizerja, da bo do konca leta 2023 namesto 8 milijard samo še 4 milijarde ljudi. V glavnem ti cepljeni naj bi vsi šli. Zdaj seveda, mislim, da v Evropi se je zgodila ena grozljiva zadeva, in sicer ta, Ursula von der Leyen, ona je podpisala pogodbo z Pfizerjem, tam pač je vpleten tudi njen mož, in je Evropska skupnost plačala 71 milijard za ta COVID cepiva, kar pomeni, da bi vsa ta cepiva na vsakega državljana od dojenčka do ne vem katerega leta bi vsakega morali cepiti več kot 10-krat. Toliko so teh cepiv, sicer so zdaj neke proti Ursuli von der Leyen, nekateri poslanci, mislim, tega Evropskega sveta,
podali kazensko ovadbo proti njej, ravno zaradi te korupcije, ampak glede na to, da so vsi ti, ki so vpleteni močno v ta genocid, so zaenkrat zaščiteni, se nikomu še ni nič zgodilo. Vprašanje, kako bo naprej, ali bo, jaz upam srčno, da se bo prišlo do tega premika, da bodo ta sodišča končno začela delovati, ker dejansko tako ne gre več, ker s tem, ko oni to zavlačujejo oziroma ker ne ukrepajo, dejansko tudi sebe močno vpletajo v to in njihovo kazensko odgovornost glede vsega. Evo, to mogoče. Tako da ja, mislim, bo še hudo, bo ljudje bo še bolj umirali, tudi mladi, Vemo, zakaj vse je v teh cepivih, od bakterij do parazitov, do žiletk, teh grafenhidroksida, ki reže žile. Tako da ja, mladi ljudje tudi umirajo in to je tisto, kar je nekako najbolj zastrašujoče, da mladi, ki niso niti začeli še živeti, žal pač končajo na tak način. Tukaj je seveda velika odgovornost politikov, ki so prikrivali, jasno tudi zdravnikov, virologov in tako naprej, ki so zavajali ljudi. In jaz pa srčno upam, da bo kazen dosegla tudi njih. Prej ali slej, samo še vprašanje časa. Ja, to je vse zamujeno, ne? Ker zdelo bi ni priliki, sem z eno našo družinsko prijateljico, čistko v klepetu, ona je bila cel covid kar precej na bolniški, ker ni želela slediti tem navodilom, da more zahtevati maske in ne vem kaj še vse od otrok. Je bila tako zelo v šoku zaradi vsega tega, ker se ni mogla ubraniti. Ampak zdaj je šla in sem jo jaz vprašala enkrat, pa kaj je zdaj s temi otroci? So to res, tako, ko se govori cepljeni? Je rekla, zadnji 3 razredi so samo izjeme, da niso cepljeni. To je ena obljubljanska osnovna šola, precej velika. Tako. Jaz bi povedal mogoče tudi to podatek, ki sem ga videl danes. Gre za uradni podatek. 20 milijonov smrti in 2 milijardi pri ljudeh stranskih učinkov. Uradni podatek. Neuradne številke so verjetno nekaj 10-krat večje. V Virus, centralni računalnik, kjer se vnašajo stranski učinki in pa seveda tudi posledično smrti in tako naprej. Zdravniki zelo neradi vnašajo noter podatke, ker je mukotrpno in je ta program namensko narejen za to, da odvrača zdravnike, da čim manj pišejo o tem, ker je v interesu agende imeti podatke takšne, kot njim odgovarja. Zdaj divide et impera, pravi latinski pogovor, deli in vladaj, namreč mi drug za drugega, dokler ne prideš na pokopališče, tako kot je Vika povedala, in ne vidiš nekaj 100 ljudi, ki jih poznaš, s katerimi si živel, ki so masovno naenkrat iz nekega razloga odšli, se poslovili ali pa spremenili, recimo. Bi jaz rekel tako, glede na Stojanovo temo nocoj, da če slučajno v teh predsedniških volitvah zmaga pravica do necepljenja, jaz mislim, da je treba narediti takojšnjo kastracijo, revolucijo, se postaviti pred parlament, pa ne samo pred parlament, iti not in te ljudi fizično odnesti ven. Zaradi tega, če hočemo rešiti svoje otroke, svoja življenja, potem je treba nekaj fizično narediti. Zato, poglejte, zdajle se pojavljajo neka nova združenja, ki rečejo, joj, sam ne vojne, ne uničevati infrastrukture, joj, živimo v miru, krasno, vere se združujejo, Krislam je nastal, zdaj so neka družbena gibanja, ki rečejo, joj, dajmo se mi povezovati mednarodno, da bo mir na svetu, gledajte, kaj se dogaja. Z ene strani, to se pravi od spodaj navzgor pritiskajo s prijaznostjo z ljudmi, ki so plačani, da povezujejo ljudi,
na lažni osnovi. Nihče od teh ljudi ne bo nikoli govoril o cepljenju, o posledicah, ki so bile, o posledicah zaprtja države, o gospodarskih težavah, o zdravstvenih težavah, zato ker ti ljudje so plačani, imajo vsega dovolj. Oni o teh problemov ne bodo govorili pa bodo o lepoti, o miru, o ohranjanju, o kulturi povezovanja, da bodimo en narod in širijo to lažno idejo z namenom prikrivanja dejanskega stanja. A ne? To je kot celofan, ki ga daš čez škatlo, noter je pa drek. In tega dreka se bojijo tako kot ne vem kaj. Ljudje božji, čim več tega dreka moramo odkriti. Jaz sem, hvala Bogu, našel to Odyssey kanal, ki ga ne blokirajo, kjer lahko objavimo stvari, ki jih lahko objavimo, ker na YouTubeu nam brišejo posnetke, ne samo taki, ki so že 8 mesecev gor, pa se zdaj odkriva, da je tisto, kar smo takrat govorili, zelo res in to skrivajo in nam škodujejo. Tako, glejte, mi smo tisti, ki varujemo življenja in premoženja ljudi. Mi sami sebi moramo dovoliti, da zakon, ki ni zakon, ki je zakon ulice, jaz ne vem, kako bi to sploh imenoval, a ne? Da so te stvari tako narejene, tako grozen, da moramo ljudje ustati, ne? Moramo si povedati. Zdaj, če slučajno od teh, vseeno, jaz rečem, izberimo manjše zlo, a ne? Ampak če to pride v predsedniško palačo, če v predsedniško palačo pride pravica do necepljenja, smo mi pogoreli. Ker to ni moralna avtoriteta. Torej, to je potem grozno. To je potem kot Biden, ki pol ure svoj narod, 300 milijonski, kolikor jih je še pač ostalo, nagovarja za cepljenje, potem se usede na stol in se cep in ljudje ne vedo. Tisti, ki ne vedo in grejo naravnost v smrt. Prijavil se nam je še Egidi, ki je rekel, da bi Vika iskrena hvala. Egidi je danes z nami, se pravi podpredsednik društva Belis. Egidi, dober večer. Živo, jaz sem s fronte prišel. Je prišel s fronte in je rekel, da bi zdaj tudi on nekaj v tej povezavi rad izvoli. Egidi, beseda je tvoja. Moja osebna izkušnja z Natašo Pirc Musar leta 2015. Enkrat januarja sem delal v Bad Klankirchheimu v Avstriji na smučišču in vidim eno žensko se pred mano voz, pa mislim, da je Kompas tam delal, še en moj sošolc je bil. In gledam to jakno smučarsko in vidim križ navzdol, satanističen, čok, vse je zanimiv. Jaz se vozim, gledam, opla, Pirc Musarjeva, krasna jakna, satanistični križ. To sem jaz videl. In smo tudi slikali to zadevo. Tako da Trump je rekel, oborožite se. Jaz sem pravil, oborožite se za duhovno bitko, ko očitno satanisti prevzemajo vse z vode. Kučan je dela za zmaja. On je magički vitez, ne? In njega je Bog podzemlja in bog vojne, ne? Se je dal slikati. Ja. In ona je pač njegova učenka, ki je zelo elegantno zakrila dostop do dokumentov, kjer bi vsi lahko videli, da sodniki niso naredili pravniškega izpita. Pravosodnega. Pravosodnega izpita, ja. Pravosodnega izpita, preden dobi licenco za sodnike. To je vse Pirc Musarjeva zakrila. V tem veliko ve Klemen Piber, mogoče nam bo še pred volitvami kaj povedal. Drugač pa duhovna bitka poteka. Začnite blagoslavljati, ker boste videli entitete povsod in na vseh koncih. Nov svetovni red je luciferizem in imajo tako možnost tudi v Braziliji lahko predsednika dol vrže. Tako da mi moramo iti po drugi samoupravi, tako bi rekel, da volitve absolutno so za nas končane. Se moramo pa organizirati malo drugače. Proti satanistom. Sploh jih ni več ne skrivajo. Pa saj ne znajo več skrivati. Lahko jaz glede Brazilije. To sem jaz imel.
Izvoli, Stojan, Jaz, jaz sem zaključil. jaz bi povedal, pač glede Brazilije, ne, da ta predsednik Lula, ne, on je, ki je zdaj pač zmagal na volitvah, on je že prej on je ogromno dobrega naredil za brazilski narod, da on je bil dejansko delavec, nima neke nobene praktične izobrazbe, ampak je bil sindikalni zaupnik in dejansko je bil toliko dober in toliko je pomagal ljudem in toliko nesebičen je bil in toliko mu ni bilo do tega, da bi si nagrabil premoženje, tako da si je nekako prišel do src teh ljudi, medtem ko to bolj senaro. Ta je pa dejansko lutka pedofilne kabala mafije Klausa Schwaba. In seveda so njemu pomagali z dodatnimi glasovi, da bi jaz zmagal, ampak očitno je izgubil. Tako da je zmagal Lula v Braziliji, to je zelo dober znak in tudi njega so oprostili, njemu so naprtili, kao da je bil v neko korupcijsko zadevo, kao neko stanovanje, ki ga je žena dobila, da je on nekaj bil vpleten, kar ni bil, njega so dejansko oprostili. To je dejansko dober znak, da se v svetu, v Braziliji pa verjetno počasi, da se bojo ljudje začeli obračati, tudi sodniki, tudi policisti se bojo začeli obračati stran od te pedofilne kabala mafije, od te agende, ki dejansko nas vse hoče pobiti na tak ali drugačen način. In več ljudi se bo to zavedlo, in vojakov, in policistov, in ljudi, ki so na nekih položajev, ki imajo neki vpliv, tem prej bomo išli iz te norije. Evo, to. Stojan, iskrena hvala za tvoj bogat prispevek. Vika, tebi hvala. Hvala tudi tebi. In bi vprašal, ali je z nami kdo, mogoče sem videl, tlele je Vera, če je še z nami Kanalčeva dala en zelo zanimivo izhodišče. In pravi, da je bila v Državnem zboru, da se je pogovarjala z nekaterimi in ni hotela imenovati več to Državni zbor, ampak je to preimenovala kar v kotel. In je povedala kot strokovnjakinja, ki je pač za zdravstvo strokovnjakinja, rezultate cepljenja. Kakšen je bil odgovor? Le kaj smo mi naredili tem ljudem? Vsi vedo, kaj so naredili, ampak odgovor je bil, ja, sami vejo, v kaj so se pustili, svobodno so v to privolili. Ljudje božji, vse, kar je zastonj, vse, kar vam rečejo, narediti na TV-ju, ugasnite TV, ugasnite Google, YouTube, gremo na druge kanale, naredimo svojo samoupravo. To, kar imamo mi tako itak v statutu že, s predsedniškim odborom sem se s par ljudmi pogovarjal o rešitvah, ki jih imamo. Glejte, sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj. In s temi, ki dejansko sovražimo, bom rekel, tele pedofilske zadeve, čuvajte otroke, vam rečem, ker šola bo postala taborišče. Srednja šola bo postala taborišče višjega razreda in potem pride tako naprej. Povem vam primer zdajle enega profesorja, ki je napisal eno svojo knjigo, je celo predstojnik enega inštituta v Sloveniji. V Cankarjevem domu je želel imeti predstavitev te knjige. Ljudje so se zanimali in bil je pač en primer, ki ga je ena gospa opisala in je rekla tako. Prišla sem v Cankarjev dom, hotela sem karto kupiti in sem ugotovila, da sem pozabila doma denarnico. Na blagajni sem vprašala, če je še kakšno mesto prosto. In blagajničarka je rekla, ja, gospa, nekje na pol je zaseden, tako da tudi če pridete, ne vem, čez kakšno uro, 2, 3, ne bo noben problem. In gospa je prišla, je šla domov po denar, je hotela karto kupiti, karte ni mogla več kupiti, zato ker predavatelj, ki je to knjigo napisal in ki jo bo predstavil, je kupil vse karte. In jih bo dal samo tistim, ki bodo preverjeno v dvorani ne vprašali vprašanj, ki bi jih sicer lahko. V takšni družbi živimo, dragi moji prijatelji. Dam vam 2-3 minute, dajte kaj vprašati, povedati. Jaz sem vas zdaj malo izzval, Stojan vas je izzval. Živimo v čudnih časih, ko greš na sonce, ko greš na sprehod, je vse v redu, vse zgleda, ljudje se vozijo v avtomobilih, hodijo lepo v službe.
na zunaj izgleda vse čudovito, sonček sije, voda teče, ljudje hodimo, se pozdravljamo, spijemo kakšno kavico, vse lepo in prav, ampak a veste, kaj pa se pod tem celofanom skriva? To je pa katastrofa. Če bi kdo želel kakšno besedo z nami podeliti, kakšno misel, ste zdaj na tem mestu dobrodošli. Ja, dokler ne bo kdo drug, mislim, bi jaz samo pač povedal, da vse vlade so dobile ta navodila, točno kaj morajo izvajati, ne, in seveda je vlada Janeza Janše je vse po načrtu izvajala, vse te ukrepe tega koronafašizma v teh 2 letih, ne. Zdaj naprej po tej agendi naj bi pač poskušali s to QR kodo, ne, in stvar naj bi naprej šla tako, da brez te QR kode ne bi mogli več dvigati niti svojega denarja na bankah, ne. Zdaj so nekako videli, da s tem nekako ne bojo uspeli, ne. Zdaj, da druga zadeva je pa v bistvu ta, da recimo to, kar že na Kitajskem imajo, glede ta socialni inženiring, kjer pa je tvoj denar dejansko... Obnašanje. Kako? Obnašanje, ja. Ja, mislim, ta denar, mislim, lahko ti imaš denar, ampak če boš ti šel s tem denarjem v trgovino, boš hotel nekaj kupiti, ne boš mogel, ker ta denar, tvoj denar ne bo veljaven. Mislim, to hoče uvesti tudi v Ameriki in tudi v Evropi, ta pedofilna Klaus Schwabova mafija. In ja, grejo v te, tako da dejansko ta pedofilna Klaus Schwabova mafija, oni morajo propasti. In tisti, ki so na funkcijah, oni se morajo zavedati, da si režejo ne samo vejo naroda, nas, ki smo pač navadni državljani, ampak tudi svojo vejo si režejo, svoj obstanek, režejo vejo svojih otrok. Ker zdaj mislim, kar prihaja, mislim, kar se mi pač še niti ne zavedamo, ta 5G, 5G je omrežje, to elektromagnetno sevanje 5G, ki je pogubno, ker je enostavno, recimo, ko bojo oni to vklopili, to bojo ljudje na cestah padali mrtvi dol. Zdaj, zaenkrat... Tako je, točno to, kar se že dogaja, in zdaj v Južni Koreji so imeli neko srečanje v tem prazniku čarovnic in so stestirali, ko so bili ljudje od zunaj, so stestirali 5G, bila gor tudi ameriška vojska in je blazno ljudi, to so test naredili in so ljudje kar umirali, so kar padali na cestah, se pravi, gor so tudi, ne govorimo o Severni Koreji, v Južni Koreji, kjer so se tudi cepili, in to je pač rezultat. To je rezultat. Stojan, mislim, da bo treba narediti v Sloveniji referendum februarja, marca, zdaj čez zimo imamo čas, da to pripravimo, da je gotovina edino plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji. Naredimo referendum, namreč. Ja, ljudem zapirajo račune, pravijo, da brez bančnega računa ti ne bodo nakazali plače, pa si jaz smešen, pa sej dokler je podpis ministra, dokler je na bankovcu in dokler je to uradna zadeva, toliko časa mora biti seveda denar uradno priznan. Ne pa, da ti na eni banki reče, k meni je prišel gospod ta teden. Je rekel, Mihal, si moraš misliti, prosim za pritožbo, bomo naredili. Ena firma, ki ima telekomunikacije čez, ne dovoli več plačevanja položnic v trafiki, na pošti, na banki, ampak samo še green, samo še online, samo še preko računa lahko vplača. Je rekel, jaz pri takem ne bo, jaz to plačam s položnico, s cashom, pač na pošti, na banki in tako. Zdaj se začenja počasi pritiskati, eden po eden, to, veste kako gre to? To gre tako počasi, eno kršek, drugo kršek, sploh neopazno in na koncu potem se zgodi. In ljudje nismo pripravljeni. Dajmo ljudje se zbuditi, pripraviti in to je treba narediti. In sem mu rekel, to je treba takoj menjati operaterja, ga kaznovati in je to stran od njega. Potem pa naj si sama v sebi storitev plačuje.
Isto kot Twitter zdaj, če ste opazili, svoboda govora bo stala 8 evrov na Twitterju. A ne? In če ne boš dober kaj rekel, te bodo, ker ne boš prijazen in hvalil izdelka, ki ga pač Elon Musk ponuja, pač te bodo blokirali. Ampak če hočeš zdaj biti na Twitterju, če boš hotel biti, jutri po jutrišnjem se bo o tem razpravljali, boš mogel 8 evrov plačati, medtem pa 3500 delavcev čez noč odpušča. Niti 2-3-mesečne odpovednega roka ne dajo. Tukaj imamo še nekoga, ki bi rad nekaj povedal. Tako da izvoli, Danica, izvoli se usedi, beseda je tvoja. Dober večer, jaz sem Danica. Samo 2 stavka bi povedala. Prvi je ta, da je vsak od nas odgovoren zase. To se pravi, jaz moram razmisliti, kaj bom naredila. In druga stvar, ki je ravno tako pomembna, je, ali se lahko zaščitim, kar se denarja tiče, če zaprem vse račune, v katerikoli bančni ustanovi imam. Jaz poznam tak primer in se je takrat išlo. Ne vem, če se bo zdaj išlo, ampak mogoče je za razmisliti o tem. Vse dobro vsem skupaj. Danica, hvala lepa. Ok, jaz mislim, da smo zdaj tole izčrpali, čas nas malo stiska, ampak v taki stvari, ki so tako pomembne teme, je čas irelevanten, ker gre za vsebino, gre za odločitve, gre za življenja. Vseeno predlagam 10-15 minut pauze, naš Eden je ravno kar prišel, tako da se pripravimo, potem bo on to malo duhovno razbremenil, vso to težo, ki smo jo zdaj bili v tem predavanju, smo bili temu priče, pa tudi o prekrških, prej smo bili priče nesmiselnim dogajanjem, tako da ljudje božji pamet v roke, knjige v roke, študirati, pogovarjati se in potem seveda, tako kot je Danica rekla, vsak se bo zase odločil. Ali bo rekel, plačam polovičko, ker nočem imeti problema, ali pa bo rekel tistemu človeku tam, veš kaj je človek, dragi, ti pa, to pa ne bo šlo, to se vidimo pa na sodišču in zadevo je treba rešiti. Kakor sodišča sploh še funkcionirajo. To bomo pa preverili.